Dober dan, iz ljubljanskega studia 137, to je Kinotožje. Najprej posebno opozorilo. Našim platnom se nezadržno približuje film Pošastno z delovnim naslovom 1.18.8. Videli smo že filme z različno velikimi pošastmi, od miniaturnih gremlinov pa do gigantske Godzile, film Pošastno pa je izven teh kategorij. Videli smo ga na posebni projekciji v Koloseju. In film rulza. V tem recimo, kako izvirno preigrava klišeje in kako se profesionalna kamera trudi biti amaterska. Več o filmu prihodnjič. V kinu sta že kar dolgo filma Beowulf in Atonement in bosta na sporedu gotovo še nekaj časa. Vsak zaradi svojih razlogov. Beowulf zato, ker Kolosejeva 3D dvorana potrebuje najboljši 3D film. Atonement pa zato, ker je z vsakim novim dnem in novimi darovanji med filmarskimi kolegi samo bolj gledan. Nažalost, ker sploh ni tako dober. Na srečo pa si lahko pogledamo kakšnega od njegovih bližnjih sorodnikov, kot sta Angleški pacient in Zelo dolga zaroka. Maybe I should take introduction to the novel. Just don't take any course where they make you read Beowulf. We as filmmakers have to find a new visual palette to tell these mythic stories in a modern way, and that's basically what Beowulf is. Žalostno je tudi to, da bo Beowulfa večina ljudi videla na navadnem zaslonu in ne v posebni 3D kinodvorani. Ojej, v Ljubljani je takšna nasproti Koloseja, reče se ji X-Pan D, v njej pa vam dajo očala, s katerimi potem združite dvojno slikovje z orjaškega platna v globinsko sliko. Ne? 3D. Ta pa lahko seže tudi do vašega nosu in vas prisili, da se sklonite kakšni veji, sicer ste prepričani, da bi dobili po buči. To nujno morate videti na lastne oči. Pesnitev o junaškem Skandinavcu, ki pripluje na pomoč čefurskim dancem in jih reši gnusnega trola, precej verjetno niste brali. In veste kaj? Woody Allen ima prav, ničesar ne zamujate. Poglejte pa si film in to v 3D dvorani, kamor gre ena zanimiva prihodnost sukanja slik. I, ti, vi. Hej, ti, kupsi i ti vi. Jo. What's it about? Za film Atonement, ali po naše Pokora, ste najbrž že vsi slišali. Gre za novi film s Keiro Knightley, v katerem ta oklene noge okrog družinskega sluge. Vanj se zaljubi tudi njena sestrica, enkrat pa ga v navalu ljubosumja obtoži posilstva. Tako gre fant prek zapora na pokopališče druge svetovne vojne, punca pobegne od doma, sestra pa si naloži pokoro za vse življenje. Iz bolečine potem do smrti črpa snov za romane in se poskuša pokesati tako, da žrtvovanima človekoma spiše srečno knjižno življenje. Ampak hej, to ni pokora, to je hinavščina. Fuj! I know who it was. You saw him then? Zgodba v filmu deluje slabše od briljantno napisane knjige, ki je zasluženo pobirala razne nagrade. To je enkrat ena. Vendar položimo roko na srce in priznajmo, da bi se jo dalo predelati v slabe pol ure. Na srečo ima ameriška produkcija letos vsaj filma There Will Be Blood in No Country for Old Men, tako da bo akademija lahko ohranila dostojanstvo. Pokora se ob sliki in scenariju pač ne more ponašati z ničemer posebnim. Glasba redko ne gre na živce, kamera gre rada po svoje, eni igralci se silijo, sklep pa je torej sporen. Obenem, glavna igralka Keira Knightley enostavno ne paše v ta film, pa da jo jebeš. Zakaj ni ostala še malo časa pri mladinskih tripih, ala, recimo, ne vem, takole iz glave, zadeni kot Beckham? Leta jo ločijo od Kate Winslet in svetlobna leta od Kristin Scott Thomas. Pravzaprav je ustrezno merilo, po katerem je film s Keiro tako dober, kolikokrat se punca vražje nasmehne. Že zato
Sta prevzetnost in pristranost v redu film, pokora pa ne. Režiser Joe Wright se bo moral še pokoriti. Lahko bi se bolj zgledoval po Antoniju Mingheli, ki je pred časom posnel Hladni vrh. V marsičem enak film, samo da je boljši. Preprosto zato, ker ni prevzeten in se ne dela, da bi bil nekaj, kar ni. Ima tudi klasičen prizor, v katerem eden od nesojenih ljubimcev izdihne v naročju drugega. Jude Law tu nima več dovolj energije, da bi razložil, zakaj je zadovoljen, čeprav bo umrl. Zato pa Dina Meyer v Vesoljskih bojevnikih določi vzrok tega zadovoljstva. No, you're gonna be all right, Diz. It's alright. Because I got to have you. كله حجر صخرة على اليمين صخرة على اليسار جبل ودن. Najboljša stvar se je Mingheli posrečila še nekaj let prej, z angleškim pacientom, zgodbo madžarskega grofa, ki pred začetkom druge svetovne vojne kartografira Egipt in se na smrt zaljubi v poročeno Angležinjo. Ojej, pod to strastno vojno romanco bi se mirno lahko podpisal David Lean, evo da bi se. Jako vznemirljivo je že maratonsko zapeljevanje z vstavljanjem risb v knjigo. A previdno z ogledom, na koncu vam lahko poči srce. Iz ljubljanskega studia 137, to je bilo Kinotožje. Hello. Jeffrey gave me your monograph when I was reading up on the desert. Very impressive. Thank you. I wanted to meet the man who could write such a long paper with so few adjectives. A thing is still a thing, no matter what you place in front of it. I thought you might like to paste them into your book. Well, we took photographs. There's no need. No, really, I'd like you to have them. Well, there is really no need. This is just a scrapbook. They're too good. I should feel obliged. Could I ask you, please, to paste your paintings into my book? I should like to have them. I should be honored.